Na današnji skupščini družbe Helios je bil sprejet nasprotni predlog društva MDS, s katerim bo razdeljenih dobrih 4 milijone bilančnega dobička od skupaj 5 milijonov ustvarjenega. Bila je podeljena razrešnica upravi ter nadzornemu svetu družbe. Hkrati pa je seveda kar nekaj razprave spodbudilo vprašanje delitve dobička in pa morebitnega vpliva le-tega tudi na sam postopek prodaje družbe strani konzorcija, ki naj bi bil prekoslej v sklepni fazi. Gospod Slavinec, na današnji skupščini ste izrazili resne pomisleke v zvezi z nasprotnim predlogom o tako rekoč podvojitvi dividende oziroma delitvi kar 80% bilančnega dobička. Tako da bi vas prosil, če lahko komentirate, kako tudi to vpliva sicer na postopke, ki so v zadnjem času precej intenzivni, vezane tudi na samo prodajo, konzorcij prodaje družbe, tudi to ste omenili v vaši argumentaciji stališča uprave, ki ni bila naklonjena takšnemu predlogu, ki je bil vendarle potem sprejet. Ja, zdaj due diligence zainteresiranih partnerjev se delo že eno leto, ne. Tu so pač ocene raznih parametrov vključene in je bila tudi ocena uprave, kakšne dividende realno je za pričakovati, da se bodo na skupščini pač odločale, ne. Mi smo ocenili, da je naš predlog 8 evrov po delnici, ki bi eventualno naj bil ali pa lahko bil korigiran za 2 evra, 3 evre, 4 evre, tista vrednost in višina, ki ima repa glavo in ki vzdrži analitične presoje. Seveda zdaj je prišlo do večjih cifr, jaz ne vem, kako bojo zainteresirani kupci odreagirali, ne. To jaz ne morem prejudicirati, ne. Tudi če seveda ne bi mi bili v zadnji fazi prodajnega procesa, kot uprava ne bi podprli tako visoke dividende. Zaradi tega, ker so časi, v katerih smo, in časi, ki so pred nami, zahtevni in je treba pač z delitvijo mogoče malce bremzati, pa jo malo več projicirati v prihodnje. No, gotovo v zadnjem času je kar prisotno izdatnejše deljenje dividend. Kar se tiče delničarjev, predvsem manjšinskih, je to pogosto sprejeto z odobravanjem, hkrati pa na drugi strani seveda pomembno tudi to, kako v perspektivi lahko to vpliva na samo poslovanje družbe in na njene načrte. V primeru, v kakršnem je Helios, torej ko je tako rekoč, kot je moč zaznati v zaključku postopek prodaje večinskega deleža, je morda po tej plati to problematično tudi za delničarje iz naslova tega, da se utegnejo ta pogajanja ali prolongirati ali morda to vplivati tudi na samo realizacijo oziroma tudi na momente, ki so vezani na obdavčitve, ki jih bodo delničarji v primeru prevzemne ponudbe na eni strani dobili iz naslova vrednosti delnic, na drugi strani pa seveda obdavčitve samih dividend. Ali tukaj vidite kakšno korelacijo? Nekaj je bilo na skupščini tudi s tem v zvezi govora. Ja, jaz mislim, da je ključen problem ta, da bojo sedaj se zainteresirani kupci, ki so, vse sta dva, ki so posredovali zavezujoče ponudbe, morda še enkrat prešteli, in če bi prišlo do kakih terminskih, rečemo, večjih sprememb, da torej ne bi se ta proces lastninjenja hitro zaključil, mislim, da bi imeli, ali pa da se sploh ne bi zaključil, ne, mislim, da bi imeli mali delničarji, pa ne samo mali delničarji,
lahko več škode kot koristi iz tega višjega predloga, ki je bil danes glasovan. Ja, no, sej pravzaprav... Je pa težko to seveda zanesljivo oceniti. Vsekakor ponavljam, ne bi niti kot uprava nasprotovali, če bi prišlo do manjše korekcije našega predloga, ne, ampak ta korekcija je bila velika, ne. In seveda, za mene je seveda problem tudi v tem, ne, da glavno težo pri tej odločitvi je nosila stečajna upraviteljica, ki je z 32% delnic imela ključno pozicijo, ne, in zdaj mi napajamo pač tam neki stečajni sklad, po drugi strani tudi ne vem, zakaj Nova Ljubljanska banka, ki ima zastavljene te delnic že ni pobrala, ne, in jih izdvojila iz stečajnega procesa, ne. Imate morda s tem v zvezi kakšno dodatno informacijo? Torej, zakaj, čemu so okoliščine takšne? Imam neko svojo osebno oceno, percepcijo, ne, ki je pač povezana s tem, da se mi zdi, da seveda, če bi Ljubljanska banka to naredila, bi morala vknjižiti kakšne dodatne popravke v svoje poslovne knjige, ki pa ima že itak veliko problemov, pa tega ne želi. Ampak to je neka moja ocena iz distance, mogoče so kakšne druge razloge. No, kar se tiče morebitne prodaje in tudi prevzemne ponudbe, ki bi temu sledila z vidika delničarjev, je seveda pomembno tudi to, kako, ko ste v tej komunikaciji z potencialnimi prevzemniki oziroma zainteresiranimi, ki so oddali tudi ponudbe za nakup družbe, v tej komunikaciji, kakšen je vaš občutek in pa ne nazadnje tudi vaše ambicije vezane na družbo. Jasno je, da ste v tej družbi vrsto let in pomembno prispevali tudi k dobrim rezultatom, ki jih ne glede na zaostrene razmere tudi v tem času družba beleži. Imate ambicijo, željo tudi nadaljevati in ustrajati morebitno spremenjeni, drugačni lastniški strukturi? Ja, zdaj tako, seveda, mi smo se veliko dogovarjali, pogovarjali, dobivali z tremi kandidati, ki zdaj sta pač ostala dva, ne. Spoznali smo se dobro z PPG-jem, seveda, kot veste, sodelujemo preko skupne firme že več kot 10 let, imamo odlične odnose, dobro se poznamo in tako naprej, ne. Zdaj, kaj bom jaz osebno se odločil, prepustimo čas v čas. Res pa je, da sta seveda oba kandidata za prevzem izrazila željo, da dobršen del menedžmenta Heliosa ostane v Heliosu, ki bo pač lastniško drugače postavljen, ne. Na splošno mislim, da sta obe družbi preko management presentationa pa preko drugih delovnih skupin, ki smo jih imeli organiziranih, zelo visoko pozicionirala kvaliteto našega menedžmenta in to je tudi to, kar jaz skozi trdim, čeprav včasih to lahko smatramo tudi kot kakšne EPP, ampak jaz mislim, da imamo mi veliko odličnih menedžerjev, ki seveda v novi lastniški konstelaciji, saj kakor jaz gledam na to, morajo ostati na pomembnih pozicijah znotraj novega Heliosa. Ker je to tudi na nek način garancija za to, da se te zaveze, ki bodo dokončno spogajane z tistim, ki bo pač naredil prevzem, da se tudi zaščitijo. Torej, da pride do tega, da headquarter ostane, da število zaposlenih se ne zmanjša preveč, da proizvodne enote in tako naprej, vse tiste zaveze, ki so. Torej, slovenski menedžment bo v veliki meri
imel dolžnost in obligacijo, da zagotovi, da se vsebina in duh, bi rekel, dogovorov z novim lastnikom uresniči. Čeprav razumem, torej je ta skrbnost strani konzorcija prodajalcev prisotna, torej tako vezano na sam razvoj znotraj družbe Helios, kakor tudi proizvodne momentov, ki so na to vezani tudi v širše ekonomskem kontekstu, ne nazadnje vse seveda do zaposlitev delovnih mest, sedeža družbe z naslova davčnih vidikov oziroma proračunskih, tako da ali je po tej plati, menite, bilo dovolj skrbnosti in volje izražene tudi strani konzorcija prodajalcev? Mislim, da je bilo. Tudi svetovalci, tudi svetovalec konzorcija prodajalcev je zelo odprto in konstruktivno prisluhnil našim sugestijam, našim predlogom, tako da to moram potrditi. Zdaj, kakšna je bila tle vloga države, bi težko ocenil, ker določeno število, večje število prodajalcev iz konzorcija prodajalcev je lastniško tako ali drugače upeto v državo. In mi smo seveda apelirali tudi na državo, da da podporo tem drugim nedenarnim kriterijem, ki so tudi zelo pomembni za nadaljni razvoj, obstoj in tako naprej. In moram reči, da z zadovoljstvom ugotavljam, da je bil posluh, da ni bilo nekih dosedaj, lahko se še kaj menja, se še ni zadeva dokončana, tako da v redu. Torej v tem primeru ne nazadnje moč razmišljati tudi v smeri, da ni nujno in neobhodno, da bi tudi mali delničarji prevzemno ponudbo, ki bi sledila takšnemu nakupu, neobhodno tudi sprejeli. Vi vidite, da družba tudi iz naslova tega ima v perspektivi obete za dobre rezultate, za nadaljevanje? Absolutno, absolutno. Jaz verjamem, da če bo ves proces zaključen tako, kot mislimo, da bi lahko bil zaključen, glede na fazo, v kateri sedaj je, da obstaja velika možnost, da bo to nov zagon in novo uspešno obdobje za Helios. Če dovolite samo še eno vprašanje vezano na sicer že nekaj starejšo zgodbo iz naslova prevzema oziroma iztisnitve delničarjev iz Colorja, ki jo je izvedel Helios kot glavni delničar. Imamo še vedno odprt postopek, ki ga je sprožil VZMD, torej Vseslovensko združenje malih delničarjev, in z tega naslova veliko število, blizu 1000 delničarjev Colorja. Ta sodni postopek je tudi pravzaprav v sklepni fazi, no kljub temu, da je bilo na prvi stopnji že odločeno o tem, in sicer v prid delničarjem, torej ter izplačilu dodatne denarne odpravnine, pa se je Helios tukaj pritožil. Kako pa vidite ta proces prevzemanja oziroma nakupa družbe in kontekst samega postopka pred sodiščem ter dodatne odpravnine, ki jo nekdanji delničarji, torej iztisnjeni delničarji Colorja upravičeno pričakujejo, pa se zadeva zdaj že vrsto let pravzaprav v teh sodnih postopkih vleče? Ja, to je pravna problematika. Jaz nisem zdaj pripravljen kakšne posebne nove izjave ta moment dati, ampak skušali se bomo obnašati racionalno in konsistentno, da pa ne vem. Vem, da smo se pritožili, kaj to točno konkretno pomeni, kakšne variante so možne, bi bilo treba pač našega pravnika vprašati. Ali je bil to morda tudi moment, glede na obseg sredstev, ki sicer ni posebej visok v kontekstu interesa prevzemnikov, to namreč bo obveznost, ki bo dodatno? Ta tema ni bila nikoli na teh mizah. So pa seznanjeni s to okoliščino? Seveda. Se je skozi ta due diligence, ki teče eno leto, smo v bistvu
se slekli do Golga. No, vendarle moje vprašanje gre v tej smeri. Mi smo že nekajkrat skušali tudi sicer v konstruktivnih pogovorjih, kot smo jih imeli, najti rešitev, ki ne bi pomenila prolongiranja tega postopka, pa vendarle se zdi, da tukaj nastajajo neki dodatni stroški za družbo, ki ni ravno nujno, da so racionalni v smislu omenjene pritožbe. Ja. Ne morem kaj posebej kreativnega zdaj komentirati. Torej, zanima me tudi moment prisotnosti na tujih trgih, predvsem na ruskem trgu in tamkajšnjem področju bivše Sovjetske zveze. V okviru mednarodnih programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev je vključen tudi Helios. Kar nekaj zanimanja je bilo v zadnjem času, posebej ob obisku omenjenega področja bivše Sovjetske zveze in teh trgov, kjer je Helios prisoten, tudi nenazadnje ob zadnjem obisku v Kazahstanu, nekaj iniciativ in želj po sodelovanju, tako poslovnem kot siceršnjem, predstavljenih. Kako ocenjujete te možnosti in to sodelovanje? Zelo pozitivne, ne. To so naši tradicionalni trgi, kjer smo zelo močno pozicionirani in iščemo nove izzive, nove možnosti, tako da absolutno.